Lepo pozdravljamo se. Tema tegale predavanja je, kot veste, eden najbolj priljubljenih likov japonske kinematografije. Pogledali si bomo nekaj zanimivosti iz zgodovine tega lika, njegove sorodnike na zahodu ter razne odvode, kot so spin-offi, rip-offi in remake-i. Če vzamemo v roke knjigo Rolanda Thorna Samurai Films, ki je zelo soliden pregled te tematike, nas takoj na naslovnici pričaka fotografija iz filma, ki bo nocoj predvajan v tej dvorani, in ta ista fotografija je tudi ob napovedi Zatoičija v Kinotečniku. Ker film poznamo, saj večina vemo, za kateri prizor gre. Gre za tisto eno najbolj markantnih sekvenc iz filma, kjer se Zatoiči spopade med močnim dežjem skupino Jakuz. Ni naključje, da je Thorn izbral prav ta film za naslovnico. Njegova knjiga je šla leta 2008. Če bi prišla ven par let prej, bi bil verjetno na naslovnici kakšen film Akire Kurosave. Zatoiči pa simbolizira samurajski film 21. stoletja. Kitano Zatoiči je seveda dober film, dobijo cel kup nagrad, samo v Benetkah 4, med drugim tudi Srebrnega leva in nagrado občinstva. Kot veste, je zelo lepo režiran in odigran, in za marsikoga je to tudi najboljši film iz precej obsežnega opusa Takešija Kitana, ki je skupaj 19 filmov režiral, pa nekaj čez 60 vlog je odigral. In vse do Zatoičija je bil on bolj po svojih kriminalkah znan. Film je zelo dinamičen, kamera je vrhunska, tudi montaža. Zelo pomembna sta tudi zvok in glasba. Vsem, ki ste gledali film, pa tisti, ki ga še boste pač videli to, je ostala v spominu ta sinhronizacija zvoka in glasbe. Zvoka iz okolja namreč in glasbe, potem, to so tiste sekvence, ki jih res človek ne pozabi, s temi vaškimi opravili, delom mizarjev, potem celo kaplje vode so tukaj izkoriščene. Zelo dobre so borilne sekvence, zelo učinkovita je tudi sekvenca praznika na koncu filma, ki je malo presenečenje, ampak je zelo dobro vklopljena v sam film. Sicer pa se Kitanov Zatoiči v marsičem razlikuje od upodobitev tega lika iz starejših filmov. Za kakšne razlike gre, pa bomo majčkeno kasneje videli. Sicer imamo slepe akcijske junake tudi na zahodu. Tole je Marvelov strip Daredevil. Prva epizoda je šla že 1964. leta. Koncept lika se pripisuje Stanu Liu, njemu se pripisuje marsikaj in potem se zato tudi še danes tožari z nekaterimi drugimi ustvarjalci glede tega, kdo si je kaj izmislil. Risar je bil takrat Bill Everett. Pri samem konceptu je sodeloval tudi Jack Kirby, ne vemo sicer koliko je bilo tega njegovega prispevka na samem začetku, je bil pa zelo pomemben njegov delež kasneje, ko je Daredevil postal takšen, kakršnega so si ljudje zapomnili in zaradi česar je postal priljubljen prav zaradi tiste podobe Kirbyjeve. V sami Jugoslaviji, Marvelovi stripi, v tistem času 60. leta, pa tudi 70.
niso, tudi DC Comics je bila ista stvar, niso prihajali k nam, čeprav je bilo takrat ta stripovska scena še zelo, zelo živa. Je pa ravno Daredevil bil eden tistih prvih, ki so se pojavili tukaj, in sicer ena epizoda v stripovski reviji Panorama in potem še kasneje celo v Zvitorepcu. Ravno tako po Panorami so bili tudi Maščevalci in spet v Zvitorepcu Captain Marvel pa X-meni, 2 epizodi. V začetku 70-ih letih je edicija Lale to izdajala. Vse to omenjam zato, ker ko so se te stvari dogajale na Zahodu, pri nas je sicer marsikaj bilo na razpolago, tega pa ne. Prav Marvelovi stripi so šele v 80-ih letih. Te, o katerih sem malo prej govoril, so danes kar velika redkost. Jaz sem jih takrat kupoval kot otrok, jih še zmeraj imam seveda v svoji kolekciji. Stvari so se potem spremenile v 80-ih letih, kot rečeno, ko je to začelo na veliko izhajati. V 90-ih, ko smo pa res vse, ko bi res vse lahko dobili, je bil pa strip, take vrste strip, ki bi živel od svojega občinstva, v bistvu že mrtev. Tole je ekranizacija, ni bilo prav dobro sprejeta pri kritiki. Tukaj je Ben Affleck igral Daredevila, Elektro, Jennifer Garner. Zanimivo je zato, ker meni se ne zdi tako slab ta film, vseeno poudarja tisti mračen aspekt, ki ga najdemo pol v kasnejših verzijah Daredevila, kjer vse skupaj postane pri Marvelu veliko bolj mračno, kot je bilo na začetku. Tudi to, da je tega glavnega negativca Kingpina zaigral črnski igralec Michael Clark Duncan, se mi zdi dosti zanimiva poteza za tisti čas. Potem kasneje, kot vemo, so tako ali tako liki pri Marvelu, ki so bili desetletja beli, kar naenkrat postali črni. Spomnimo se samo na Nicka Furyja in Samuela Jacksona, ki ga igra zdaj v filmih. Ta lik je bil vse skozi bel. Zgodi se nekaj podobnega kot pri Tarantinu, ko je Django naenkrat postal črn. Za samega Daredevila ne bi mogli reči, da se je zgledoval pri Zatoičiju. Mislim, da je to čisto samostojna ideja. Podobno kot nekateri drugi liki. On je postal slep po nekem nesrečnem slučaju. Nanj se je izlila, ko je hotel nekomu pomagati, vsebina tovornjaka, v katerem so bili radioaktivni odpadki. On je zaradi tega oslepel, obenem pa dobil te dodatne moči. Skratka, Daredevil je dosti izviren lik. Ne bi pa mogli tega reči za Stika, kjer pa, glede na to, da je nastal malo kasneje in takrat je bil Zatoiči tudi že kot filmski junak precej znan na Zahodu. Ne tudi pri nas, ker to je treba povedati. Mi smo videli marsikaj tukaj od japonskih filmov, tudi samurajskih, in to zelo dobrih. Ne pa takšnih, ki bi sicer marsikdo rad videl. Jaz sem zanje izvedel komaj 80-ih letih iz katalogov in sem se potem filmskih in sem se potem spraševal, zakaj tega ni tukaj. Skratka, ni prišlo, tako da ena najbolj popularnih serij filmskih, japonskih, se tukaj sploh ni prikazovala. Pa tako da marsikdo sploh ne ve za to, kaj šele za televizijsko serijo z istim igralcem. Prav tale junak Stik, ki pa se
prvič pri Daredevilu pojavi leta 1968, pa se je gotovo zgledoval tudi po Zatoičiju, zato ga tukaj omenjam. Gre namreč za slepega senseja, pri katerem se je Daredevil učil teh svojih borilnih veščin. V samem filmu niti ne nastopi, zato pa se pojavi ima še kar pomembno vlogo v seriji, televizijski seriji iz 2015. leta, kjer ga igra Scott Glenn. Če govorimo o slepih akcijskih likih na zahodu, lahko omenimo še en novejši film, to je Knjiga odrešitve z Denzelom Washingtonom. Zdaj pa pojdimo k samemu Zatoičiju. Rekli smo, da je to zelo, zelo popularen lik bil na Japonskem. Vse skupaj začne leta 1962, konča se pa 1989. V vseh teh filmih je igral zvezdnik japonski Shintaro Katsu. Njegov pristop, pa tudi pristop teh ustvarjalcev, je bil precej drugačen kot Kitanov. Več je, kot prvo, nikakršnih posebnih učinkov ni seveda. Kajti Kitano je, predvsem pri sekvencah bojevanja, uporabil kar nekaj posebnih učinkov. Tole je klasična koreografija borb pri teh starih filmih. Še zmeraj deluje zelo učinkovito. Zelo dobro so izdelani vsi liki, kljub temu, da se stalno pojavlja zelo podoben obrazec. Kot vemo, Zatoiči je slepi maser, tako kot pri Kitanu, ki je oslepel pri 6 letih. Veščin se je naučil pri učitelju samurajskem, seveda. Njegova vloga v vseh filmih je pa v razliko od tistega, kar smo videli recimo v predhodni upodobitvi njegovi slepega maserja, ker to malo kdo ve, ampak on je že leta 1960 zaigral ravno tako maserja, ki je bil pa dvorski maser, tako imenovan, kako je že tole naslov, Blind Fury je, ne Blind Fury, Blind Maser je angleški naslov, zdaj se pa ne spomnim japonskega. Seveda to tudi ni bilo predvajano pri nas, ampak zanimivo je to, da je to popolnoma drugačen lik kot kasnejši Zatoiči. Razlika je že v tem, da gre za dvorskega maserja, medtem ko je Zatoiči Zato, se pravi najnižja kategorija slepih maserjev, ki je takrat obstajala. Ta je pa v nasprotju od Zatoičija, ki je kljub temu, da je v svoji osnovi jakuza, gangster, poskuša delati dobro, kolikor pač more. In se vedno znova se znajde v situaciji, ko mora reševati neko damo ali ljudi, ki so izkoriščani, ponavadi strani gangsterjev. To je vse okvir, ki ga imamo tudi pri Takešiju Kitanu. S tem, da je Shintaro Zatoiči drugačen v tem smislu, da kar precej govori v primerjavi s Kitanom. Če se spomnite, Kitano samo tu in tam kaj reče, dostikrat samo
zagodrnjake. Shintaro Katse je pa zgovoren, duhovit. Brez njega bi bili te filmi nemogoči, ker daje takšen pečat, da ga moraš ga imeti rad, v razliko od kakšnih drugih negativcev, s katerimi se srečujemo v podobnih akcijskih filmih. So ti, ki nastopajo v teh filmih, takšni, da tih ni žal. Gre res za izkoriščevalce, za ljudi, ki bi prodali lastno mater, če bi jo mogli. Njegova druga kategorija nasprotnikov pa so skoraj vedno samuraji, samuraji brez gospodarja, ronini, ki so se znašli v situaciji, ko morajo služiti kot telesna stražarji ljudem, ki tega niso vredni. In vedno znova so to tragične figure in navadno je tako, da je Zatoičić seveda žal, ko se spopada z njimi. Zelo podobna situacija je tudi v Kitanovem Zatoičiću, se spomnite. Tam je ta njegov glavni nasprotnik, ker imate čist tik pred koncem potem tudi ta spopad, zelo lepo koreografiran in odigran. On počne tisto, kar počne zaradi svoje bolne žene. V tem svojem prvem filmu pa se sreča s samurajem, ki je na smrt bolan. In edina služba, ki jo lahko dobije, prav ta skratka najeti mečevalec za gangsterske bose. Tukaj vidimo, da to, kar se pogosto dogaja v teh zgodbah, da se spoprijatelji s tem svojim nasprotnikom. Tukaj na tej sliki skupaj lovita ribe, to je vse iz prvega dela. In potem, ko pride do tega zaključka pričakovanega na koncu, da se morate spopasti, je samuraj tisti, ki hoče na vsak način ta dvoboj, ker hoče umreti lepe smrti, skratka od strani nekoga, ki je vreden, da mu zadata smrtni udarec. Ker on je v bistvu, kot rečeno, ker je na smrti bolan, si želi samo tega, da ne bi umrl poniževalne smrti, zavržen od vseh, da želi prav smrt v boju. Težko je tukaj govoriti o celi seriji, kar je ne samo zato, ker je toliko teh filmov, rekli smo, da jih je 26 bilo vsega skupaj, poleg tega je bila pa še televizijska serija, ki ima skupaj 100 epizod in vseh je igral Shintaro Katse. Ko govorimo o tem, katere epizode so bolj zanimive od drugih, je kar težko izbrati, ker je kljub temu, da je bil takšen output, da je bilo toliko filmov, so bili v bistvu vsi dobri. Presenetljivo je, kako držijo to kvaliteto ustvarjalci. Ne naveliča se, čeprav poznaš obrazec, je dobro ves čas in uživaš v teh filmih. Jaz bi vseeno izpostavil nekatere med njimi. Eden od teh je ta, kjer se sreča Zatoiči z Yojimbom. To je seveda Toshiro Mifune. Poznamo ga po njegovih dveh filmih, kjer je zagral pri Akiri Kurosavi, Yojimbo in Sanjuro. No, ampak tukaj ne pride do kakšnega končnega dvoboja med njima do smrti. V bistvu sta nekako na isti strani, čeprav se spopadeta, ne, ampak se na koncu tudi
razideta. Drug igralec, zelo pomemben igralec samurajskih filmov je Tatsuya Nakadai. Ravno tako ga poznamo po filmih, ki jih je posnel skupaj s Kurosawa. Že omenjena Yojimbo in Sanjuro sta že takšna dva. Igral je tudi v Ranu, ki smo ga videli zadnjič, pa v Kagemushi. Drugače pa še bolj znan po filmih, ki jih je režiral Masaaki Kobayashi, Upor pa Harakiri. To so izvrstni filmi in ni čisto jasno, kako. Ne vem, če je kdo videl tale Harakiri Takashija Miikeja, meni ni čisto jasno, kako bi se to dalo narediti remake. Človek se kar malo boji to pogledati. In skupaj tudi ona dva nastopta. Zato omenjam Tatsuya Nakadaja v temle filmu iz 1970. leta. Zanimiva je tudi koprodukcija, ki so jo naredili Japonci s Hongkongom, in kateri se spopadeta dva zelo popularna lika, na eni strani iz japonske kinematografije in na drugi iz hongkonške. Ta film je zanimiv tudi zato, ker je na osnovi tega sodelovanja prišlo tudi do ideje, da bi se naredilo še en film, ki pa je nastal kar v samem Tajvanu, kjer je tudi Zatoichi, le da to ni koprodukcija in ni Shintaro Katse tisti, ki igra. Oni so dali kar svojega igralca, kitajskega. Kot vidite, so se potrudili, pa mu je vsaj malo podoben. Drugače pa seveda to ni, to je čisti šloker, to ni, se ne da primerjati s katerimkoli od izvirnih filmov Zatoichija. No, to je tisto, kar sem prej omenil, tale The Blind Man, samo letnico sem pa narobe napisal, da se opravičujem. Posnet je 2 leti prej, preden je bil ta prvi Zatoichi. Kot rečeno, gre za lik, ki je čisto nasprotje Zatoichija. Živi na dvoru, ukvarja se z intrigami, lahko bi rekli, da je makiavelijevski lik. Laže, krade, dela vse, da bi se povzpel, da bi si dobil čim boljši položaj, posiljuje ženske in tako dalje. Skratka, čisto nasprotje tistega, kar vidimo kasneje in zaradi česar so potem imeli Shintaro Katsuja tudi radi. Zanimivo je tudi to, pa je mogoče malo manj znano, da je Shintaro Katsu polbrat enega skratka drugega igralca, in sicer povečujem. Posledko moje že, zdaj se pa ne morem spomniti. Se ne piše Katsu, seveda, ker je polbrat. Čeprav smo gledali, to ne moram zdaj izreči. Zanimivo, ja. Dobro, se bom spomnil, da ne bom zdaj tle iskal. Še predtem povemo nekaj o temole filmu Zatoichi The Last. Kot vemo, sama franšiza se je odvijala tako, da je potem, ko je Shintaro Katsu sam režiral
zadnji 26. del serije 1989. leta. In predtem tudi 24. del, oba dva sta zelo dobra. Je kar nekaj časa trajalo, da smo dobili naslednjo verzijo Zatojčevja, in to je bila Kitanova, ki bomo pač gledali danes. Za njim, in to 7 let za njim, je posnet film, ki se pa spet razlikuje krepko, tako od verzije, v kateri nastopa Katz, kot od tiste, v kateri igra Kitano. Vse do tega filma smo bili nekako navajeni, da je Zatojči na nek način ne ravno neranljiv, saj so spopadi vedno napeti in pri teh močnejših nasprotnikih si tudi mora prizadevati, da dostikrat precej trudi, da jih premaga. Zatojči Shinga Katorija je pa takšen, da v bistvu ni več tiste lahkote pri njem. Film je bolj drama kot akcijski film. Sicer imamo stalno te spopade, ampak pri vsakem se dogaja to, da je vsaj malo ranjen, če že ne težko. Večino filma si prizadeva, da bi se iz tega, da bi se rešil te svoje persone, skratka, da bi zaživel normalno življenje. To nekajkrat poskuša celo sam Zatojči. Stalno imamo te njegove nesojene ljubezni, samo da nikoli ne gre zares do konca, zmeraj se v zadnjem trenutku premisli in ga potem, tako kot v westernih, vidimo, kako odhaja sončnemu zahodu naproti. Za njim postaja užaloščena ženska. Tukaj je pa Zatojči celo poročen, ampak že kmalu na začetku ubijajo to njegovo družico. Zgodi pa se kasneje to tako potre, da kljub temu želi živeti življenje preprostega kmeta oziroma ribiča. In nazadnje se mora, to se dogaja večino filma, trpi vsa ponižanja, dokler nazadnje si ne more kaj, da ne bi pomagal svojim tovarišem iz tiste vasi. Sam zaključek je pa, dobro, da ne bom njih spoilerja povedal, ampak lahko si mislite, zakaj je filmov naslov Zatojči The Last. Ja, mislim, da bi bil zdaj čas, da za tiste, ki še niste videli Shintara Katsuja v akciji, bi mogoče lahko eno kompilacijo odlomkov pokazali. Nekaj črno-belih na začetku, potem se povrnem. To je vse to prvi del. Zatojči. 赤い夕日にさすらいながら死んだ奴らにこもる子守歌
Ja, igralec, katerega se nisem mogel prej spomniti imena, je Wakayama Tamisaburo. Kot rečeno, on je njegov polbrat. Gre tudi za izjemno popularno serijo Lone Wolf and Cub v angleščini. Imenovana tudi Baby Cart, zaradi tega, ker tega svojega sinčka v temule vozičku prevaža. Film je posnet po izredno uspešni mangi, ki je startala 1970. leta. Mislim, da je bilo kar 28 zvezkov je bilo tega stripa. Vsak je po 300 strani, skratka, to so špehi. Sam Shintaro Katsu je celo produciral prve 3 filme iz te serije, naslednje 3 pa Wakayama, Tamisaburo sam. Tole, kar smo videli prej, je film o Ichi, slepi samurajki, ki naj bi se teh svojih veščin naučila pri samem Zatoičiju. To je skratka eden od teh spin-offov, o katerih smo govorili. Nastal je vmes med samim Kitanovim Zatoičijem in potem med Zatoiči The Last, ki smo ga videli prej. Poleg omenjenih likov jih je pa še nekaj, ki se očitno zgledujejo po Zatoičiju. In to so različni ženski liki. Eden takih boljših je ta tako imenovana Oichi, Crimson Dead. Verjetno se spomnite še enega zelo znanega lika iz japonske kinematografije, ki mu je tudi bilo ime Oichi. Tomaž gotovo ve, v katerem filmu je govora. Smo se zadnjič pogovarjali o njem. Ne, Masaki Kobayashi v bistvu. Jaz sem takrat Kajdan, ja. Oichi brez ušes. Tukaj je seveda junakinja ženska, kot vidimo. Situacija je zelo podobna kot pri, skratka, osnovni okviri so zelo podobni kot pri Zatoičiju. S tem, da ravno tako je maserka, ravno tako se dogaja v istem obdobju, to je obdobje Edo, 19. stoletje, se pravi. Posneti so bili 4 filmi, kot vidimo. V razliko od Zatoičija pa je tukaj kar nekaj elementov, ki jih tam ni, in če človek najprej gleda Shintara Katsuja in potem Crimson Bat,
je mogoče malo razočaran, čeprav niso slabi filmi, ampak se zelo zanašajo na učinke, stilizacije veliko, uporablja se, vidi se, da je to v studiu posneto, zelo se eksperimentira z barvami, tako da je majčkeno surrealistični učinek, podobno kot pri nekaterih Suzukijevih barvnih filmih. Lahko si pogledamo, kako to izgleda. Ona ima zelo podobne dileme kot sam Zatoichi. Poskuša se iz te svoje vloge mečevalke, ki deli pravico, izviti. Nekajkrat si poskuša ustvariti družino. Jasno, neuspešno, ker potem tudi naslednjih filmov ne bi bilo. Ima še kar zanimive nasprotnike v temle na sliki, ki jo vidimo, to je prizor iz drugega dela. Je njena nasprotnica ne kakšen samuraj, ampak ženska, ki uporablja bič kot svoje orožje. In to bič spletenih ženskih las, kot posebej poudarja, s katerim potem moške nevtralizira. Prejle se seveda tudi mora spopasti samo Oichi, ki jo predtem skoraj ubije, ker njeno drugo orožje poleg biča so tudi strupene kače. Še en lik, s katerim se ona spopade, je iz prvega dela, ki je dosti zanimiv, takšnih recimo na ta način pretiranih pri Shintaro Katsuju v bistvu ni bilo. Tam si imel klasične samurajske nasprotnike, koreografije so klasične, tukaj pa so vključeni učinki, ki so prevzeti iz hongkonških filmov, te visoki skoki, mešanica mečevalskih in okultnih spretnosti. Takšni so nasprotniki, s katerimi se spopada Oichi. Lahko si pogledamo en trailerček. No, tole je še tale, ja. To lahko tudi pogledamo pravzaprav iz tale dvoboj. Kako drugače se giblje Zatoichi iz tega zadnjega filma. Takoj se opazi ta razlika. Tako pri Kitano kot pri Katsuju je opazna tista gibčnost, ne moti jo dejstvo, da sta slepa. Tukaj je pa Zatoichi kar precej realističen junak. To je odlomek, to ni trailer. Dvoboj se odvija v snegu, ki uduši zvok, kar je seveda način, s katerim se sicer Zatoichi orientira v prostoru.
Glejmo si še tale napovednik za Crimson Bat. Now look, why not come along with me? We should make quite a good pair. I think that I prefer to travel alone, thank you. I'm not asking you, I'm telling you. You're quite a woman, and I want you. Oichi, let's settle this, shall we? Whenever you're ready. Now look, why can't you give up the sort of life you're leading? Don't you think I've tried? I've tried so many times, so often, but there's always another samurai. Someone who wants to match his sword with the famous Oichi. And then there's more killing and more blood. And I know that as long as I'm alive, I'll never live down my reputation as a killer. To je bila Oichi, Crimson Bat. Poleg Oichi smo imeli še nekaj, ne bomo vseh omenili, meni se zdi od teh, ki so se zgledovali po temu liku, spet gre za ženski lik. Eno bolj zanimivih je The Blind Cat, Kiriko. Narejena sta bila dva filma, eden 92. in drugi 94. leta. Razlikuje se od vseh prejšnjih v tem, da je postavljen v sodobnost. V bistvu je že meji na žanr pinku, ker v nasprotju z Oichim in ostalimi ni postavljen ni Jidaigeki, ampak sodoben film. Pinku zato, ker je v primerjavi z prejšnjimi filmi kar precej erotike, golote. Spet je situacija sicer podobna, ona je ravno tako je maserka, spet se bori za pravico
se pa znajde v situacijah, ki so bile za kakšno ojči ali pa iči nepredstavljive. Med drugim jo gangsterji ujamejo, jo zvežejo, slečejo, prebičejo. To je vse. Vse imamo notri, kar je v Pinku žanru običajno in nujno. Te sekvence so dost dolge, ampak seveda kljub temu nazadnje prevlada in to je tale prizor iz zaključnega showdowna z glavnim zlikovcem, ki podobno kot njena nasprotnica kot nasprotnica Ojči v drugem delu kot svoje orožje uporablja bič. Zanimiv je tudi, to je drugi del Kiriko, tale samurajski maščevalec, ki pa je klasična zgodba o maščevanju. On se bori proti sedmim morilcem. Gre pa za kombinacijo čambare in westerna. Ko se pogovarjamo o remakih, ki so jih delali na Zahodu, bi jaz omenil dva. Eden je, tale je najbolj znan, ker gre za direktni remake, sicer postavljen v sodobnost 17. epizode izvirne serije o Zatoichiju. To je, če sem prej rekel, da so te filmi Ojči, Blind Cat na nižji ravni, kot kar filmi, ki jih je posnel Shintaro Katsu, je treba vseeno povedati, da so vsi precej boljši, kot je Blind Fury. Zame pravi remake tale, ki ga je posnel Ferdinando Baldi. Gre za film Slepi revolveraš, Blind Man. V glavni vlogi je zaigral Tony Anthony. Film je gotovo med tistimi okoli 500 špageti westernov, koliko jih je bilo narejenih na tleh Italije in Španije, gotovo je najboljših. Takrat, ko se je predvajal tukaj, smo ga vsi gledali povečkrat in potem seveda človek pričakuje, da bodo tudi naslednji filmi, ki jih bosta naredila skupaj, tako dobri pa niso. Ta film zelo, zelo izstopa iz siceršnje produkcije, iz tistega seznama filmov, ki ste jih naredila skupaj. Torej, zanimivo bo videti, kako se bodo te stvari razvijale še naprej, kljub temu, da je bil posnet Zatoichi The Last. Jaz sem prepričan, da bo ta lik prej ali slej spet oživel, tako kot so že marsikateri drugi podobni junaki pred njim. In upajmo, da bo na tako visoki ravni, kot so bili te filmi, vsi tudi te nove verzije, kakor je vsaj približno tako dober, kot je bil izvirnik. Zame je bilo pomembno tukaj, da sem vse skupaj postavil tole, kar bomo gledali danes, v en zgodovinski kontekst, da se ve, da ima lik, ki ga bomo gledali, zelo dolgo zgodovino, da je bil zelo vpliven in vabim vas, da si kaj od tistega, na kar sem danes upozoril, tudi ogledate. Potem boste tudi samega Kitana, ki ga bomo gledali danes, razumeli in gledali v enem drugačnem kontekstu. Če so kakršnekoli vprašanja, sem seveda pripravljen še, sam ni več časa, ne zdaj. Ja.
Ja, seveda. Ja. Vidim, da nisem nič na uro gledal prosto. Se pravi, čujem. To bi bilo pol to. Hvala lepa.